V gibanje se povezuje 5 strank, in sicer Slovenska ljudska stranka, Zeleni Slovenije, Konkretno, Nova ljudska stranka in Nova socialdemokracija. Menijo, da je to odgovor na trenutne razmere v slovenskem političnem prostoru, ki je vse preveč razdeljen in se polarizira, in da je nujno, da zgradijo most na politični sredini. V Slovenski ljudski stranki smo se ves čas zavzemali za enakomeren razvoj države, krepitev lokalne samouprave, regionalizacijo, enakomeren razvoj močne slovenske občine, ki na drugi strani tudi podpiramo razvoj kmetijstva. Tudi sam v okviru, kot sem že dejal, v okviru Evropskega parlamenta poskušam v konceptu pametnih vasi na nek način narediti sodoben koncept razvoja 21. stoletja za Slovenijo, za slovensko podeželje, in naše stranke so tu enostavno tiste, ki zagotavljajo ta enakomeren razvoj. Ob ohranitvi čistega, vzdržnega okolja za prihodnje generacije zagotoviti v čim večji meri prehransko samooskrbo, ekonomsko neodvisnost, tekmovalnost v ekonomskem smislu na svetovnih trgih in pri tem še ohraniti duhovno podstat slovenskega človeka. Glavni naš program temelji na tem, da želimo ustvariti Sloveniji enakomeren razvoj za vse regije, da bo v vsakem delu naše domovine za mlade generacije možno dobiti dobro plačano delovno mesto, ustvariti družino in pa delati poslovno kariero. Počivalšek je ob tem dodal, da želijo združiti 3 centre, in sicer liberalni, ljudski in zeleni center, a ostajajo odprti za ostale, ki se jim želijo pridružiti. To je izpostavila tudi koordinatorka gibanja Nada Pavšar. In ker smo odprti tako na levo sredino kot na desno sredino, pričakujemo, da se nam bodo še pridružile kakšne stranke, kar bi bilo samo dobro za Slovenijo. Predsednik Nove socialdemokracije Andrej Magajna je pri nastalem gibanju našel vzporednice z Demosom. Povežimo Slovenijo, smo raznobarvni. In to bomo tudi dokazali svojim dejanjem. Ta raznobarvnost je pa nasprotje temu, kar se je pravzaprav v teh 30 let zgodilo. Slovenija se je namesto iz pluralizma razvila v dvostrankarski sistem. In eden od ciljev te naše koalicije bo tudi reforma volilnega sistema. Podpredsednik Zelenih Slovenije Zvonko Lah pa je poudaril, da imajo podoben program kot ostale stranke, želijo pa v gibanju predvsem preseči strankokracijo in polarizacijo. Mi kot Zeleni seveda bomo tu nek korektiv, da bomo skrbeli, da gospodarstvo ne bo presegalo neke mejne vrednosti, bomo čuvari znotraj tega, poleg tega pa tudi kreirali politiko, razvojno politiko te države. Dodal je še, da se bodo zavzemali za enakomeren razvoj podeželja in ustanovitev pokrajin.